Torej, pozdravljamo zopet naše gledalce v našem MCC podcastu. Tokrat gostimo Dejana Obreza, znanega Celjana, bivšega nogometaša, tudi komentatorja. Dotaknila se bomo tudi vaše kariere, dotaknila se bomo vaših komentatorskih izkušenj in pa ne nazadnje tudi Evropskega prvenstva Under 21, ki bo v marcu potekal tudi v Celju in pa tudi v celotni Sloveniji. Pravzaprav imamo več različnih tekmovalnih mest. Tako da, dajmo kar začeti, kot sem že omenila, bivši nogometaš, komentator, pestra kariera, pa dajte čisto hitro v 3 besedah, s čim bi se opisali? O sebi je težko govoriti. Ja, začel sem v bistvu željo potem, da bi bil nogometaš, ne. Kar veliko fantov sanja o tem in tudi sam sem bil eden izmed teh. Zadeva je šla kar v redu. Bil sem tudi v vseh reprezentančnih selekcijah, z izjemo članske, se pravi tudi v tej selekciji, ki bo zdaj kmalu igrala v Celju. Te teme se bova kasneje seveda dotaknila. Tako da dobro vem, kako se fantje počutijo. Mi sicer, naša generacija ni imela te možnosti, da bi igrala lahko na domačih tleh takšno prvenstvo, ampak to je tako ali tako premierno bo Slovenija igrala na domačih tleh, ampak se pravim, o tem bova kasneje. Ko so se začele malo poškodbe, pa hkrati še kakšne druge življenjske zadeve, ki pridejo vmes, sem pa nekako vzljubil tudi v bistvu preko brata, starejšega brata Gorana, ki se je že prej ukvarjal z novinarstvom, s komentatorstvom, tudi ta posel. In mi je potem Goran enkrat svetoval, kaj pa če bi se ti preizkusil zraven še v tem. Takrat sem sicer še igral nogomet, ampak nekaj časa sem potem poizkušal eno in drugo nekako usklajevati. Potem se je bilo potrebno predvsem ob koncih tedna odločiti, ali bom zdaj igral tekme ali bom komentiral tekme. Potem pa sem se na koncu odločil za nekako dolgoročno zadevo. Nekako je prevladala vendarle ta ljubezen do tega športa, v smislu tega, da ga komentiram, da spremljam tekme na drugačen način, tako da od takrat naprej pa je to na nek način moj način življenja in brez športa v povezavi s tem, kar zraven počnem, si niti ne morem zamisliti. Super. Kaj je bila recimo tista ena poglavitna zadeva, da ste se odločili ravno za nogomet? Da ni bila to recimo košarka ali pa odbojka, Celje je tudi recimo zelo znano po rokometu. Zakaj je ravno nogomet? Kaj vas je prepričalo za nogomet? No, se zdaj izpade, kot da v glavnem komentiram nogomet, ampak moja ta, recimo temu, novinarska, komentatorska kariera se je pa začela na televiziji Celje, ker pa sem komentiral vse športe, tako da takrat, ko si mlajši, nimaš recimo tega privilegija, da potem zbiraš oziroma se nekako specializiraš za posamezen šport. Saj tudi sedaj še vedno ob nogometu zelo rad odkomentiram tudi kakšno rokometno tekmo na sportklubu, kjer delam. Imamo tudi pravice za prenose tekem slovenskega državnega prvenstva, tako da tu in tam še vedno delam rokomet, pa tudi v Celju sem povezan z rokometom, ker sem, saj to bodo gledalci nekateri verjetno vedeli oziroma poslušalci, speaker na rokometnih tekmah Celja Pivovarne Laško, tako da sem z rokometom, jasno, paradnim konjem celjskega športa povezan. Drugače sem pa na televiziji Celje svoj čas komentiral vse športe. Včasih se hecamo pa rečemo, da smo komentirali tudi pljuvanje v daljino, da ne bo karkoli grdo zvenelo, ampak vse veste, kaj želim povedati. Skratka, vse, kar smo takrat prenašali, to so bile za nas prave izkušnje. Niti nismo razmišljali o tem, kam se podajamo, da nekaterih zadev niti ne poznamo do potankosti. Enostavno smo se z veseljem lotili teh zadev in se hkrati učili in potem z leti pa, ne vem, o tem bodo sodili drugi, ampak če postaneš
dovolj kakovosten, zaupanja vreden, da te povabijo k sodelovanju tudi večji mediji, večje televizije. V glavnem sem deloval na televizijah, tu in tam še na kakšnem radiju. Potem pa pride tudi to, da lahko tudi v dogovoru z uredniki, z lastniki, si tudi recimo temu izbereš kakšno tekmo, kakšen šport, tako da trenutno je na srečo moj status takšen in upam, da bo tudi ostal. Da še naprej nekako ostanete skupaj z tudi neko ljubeznijo iz mladosti, ne glede na to, da ste takrat igrali nogomet, čeprav tudi so ostali športi blizu. Zdaj, itak ste že omenili to vašo zelo pestro kariero, začeli kot nogometaš, potem delali na TV Celje, pa v nadaljevanju potem komentirali večje tekme tudi na nacionalni televiziji. Ampak zagotovo imate vsaj en spomin v tej svoji pestri karieri, ki se vam je nekako najbolj vtisnil v spomin. Pa je lahko to v času, ko ste igrali nogomet, ali pa tudi v času, ko ste pač komentirali. Če bi ga bili mogoče pripravljeni podeliti z našimi gledalci. Od teh, ko sem še igral nogomet, je bilo največ povezanih s tem, da je velikokrat, ko smo gostovali, kje zmanjkalo tople vode in smo se potem tuširali, ne bom rekel z ledenimi kockami, ampak res je bilo hladno. Kar se nogometa tiče, mi je zagotovo to ostalo v največjem spominu, to, da smo velikokrat igrali po snegu, dežju, po sončnih pripekah, vse živo. V glavnem zadeva ni tako enostavna in lahka, kot se marsikomu zdi, ampak verjamem, da je od vseh teh, ki nas spremljamo, da jih je večina to že tudi preizkusila in dobro vedo. Kar se pa tiče teh komentatorskih zadev, tega je pa tudi ogromno. Ne vem, morda bi izpostavil eno anekdoto pred leti, ko sem šel v London in smo povezali, ponavadi smo delali tako, da če smo delali Ligo prvakov, smo v živo z lica mesta, smo nekako povezali dve tekmi, da sem bil potem blizu dogodkoma, da ni bilo, ne vem, veliko potovanj. In enkrat je naneslo, da sem v torek na Stamford Bridgeu delal tekmo Chelsea-Liverpool, res je bila fantastična tekma, 4-4 se je končalo, zadetki so padali, krasno vzdušje na stadionu, vsi smo bili nekako vzhičeni in v Sloveniji nimamo ravno komentatorji tega privilegija, tako kot največje televizijske hiše, da samo prideš in je že vse pripravljeno, daš samo slušalke in mikrofon gor in delaš. Mi si moramo ponavadi opremo nesti seboj in mi, ki smo komentatorji, nismo tehnično toliko vešči, imamo vedno stres pred tekmo, ali se bomo povezali, ali bo slika in ton, da bo vse tako, kot mora biti. Skratka, tako da sem po tekmi pospravljal to opremo in si že pripravil torbo za naslednji dan. Naslednji dan sem na Emiratsu delal Arsenal Villarreal, mislim, da. In očitno zadeve v tisti vzhičenosti ob dobri tekmi nisem najbolje pospravil, kajti ko sem se naslednji dan znova želel preklopiti, sem ugotovil, da sem en del opreme, ključen del opreme, pozabil seveda dan prej na Stamford Bridgeu in potem jasno, tam so ljudje, ki skrbijo sicer za tehniko in sem jih vprašal, če imajo ta del, ki zdaj meni manjka, pa so gledali mojo opremo, so rekli, mi takšne opreme nimamo, ampak ne skrbite, don't worry, so mi rekli, bomo mi za vse poskrbeli, so mojo tisto obstoječo opremo dali na stran, prinesli najmodernejšo, vse je bilo super, dejansko sem si nadel samo slušalke z mikrofonom in se lahko povsem posvetil svojemu delu, ampak potem je pa čez 2 ali 3 tedne prišel na račun na mojo televizijo za, mislim, da 3000 funtov, da smo plačali tisto opremo, ki sem si jo takrat sposodil. Don't worry, ne, je bilo prej, potem pa ni bilo več temu tako, ampak zdaj se tej zadevi lahko malce nasmejim. Takrat pa vse to za sabo prinese tisti trenutni stres ali vznemirjanje, karkoli drugega, zdaj je to postala neka anekdota v moji glavi. V glavnem, da se lahko zdaj, ko gledate nazaj na zadevo, nasmejite in jo v bistvu z veseljem in nekim navdušenjem tudi poveste. Zagotovo mogoče takrat ni bilo najlažje, ampak
Definitivno pa dobra izkušnja, tako iz tehnične strani, kot pa tudi ena dobra anekdota. Tako. Pa dajmo se še mogoče malo dotakniti tudi seveda bistva najinega današnjega pogovora, ki je organizacija seveda samega Evropskega prvenstva za mlajše od 21 v Sloveniji in del tekem, ki se bo tudi seveda odvil v Celju. Kaj pravzaprav pomeni gostovanje ene take tekme za Slovenijo in kaj to pomeni za Celje? Kot ste že omenili, v bistvu to je prvinstvena izkušnja, nekaj, kar se bo dejansko zgodilo prvič. Mogoče, če se dotaknemo malo tudi te teme. Če bi moral izbrati eno besedo za to, bi rekel noro. Kajti, ko sem se še kot fantiček, tudi čez faraone, tisti, ki so Celjani, bodo vedeli, ko sem šel na trening peš proti staremu igrišču, Olimp je bilo seveda na tem mestu, kjer je zdaj modern stadion, malo naprej tudi dvorana, v bistvu ni bilo nič. Tistemu smo rekli cigonci, v glavnem nič od nič, takrat se mi niti sanjalo ni, da bo kdaj tu stal kakšen modern objekt, zdaj to stoji in ne samo to, gostitelji bomo Evropskega prvenstva U21, tisti, ki nekako na nek način delamo promocijo temu dogodku, radi povemo, da je to največje, da bo to največji športni dogodek, ki ga Slovenija glede na svojo infrastrukturo sploh lahko gosti, da gre za res zvezdnike, ne vem, sicer mladeniče, ki pa imajo tedenske plače, recimo že med 100 in 150 tisoč funtov, recimo tisti, ki igrajo v angleški Premier ligi, res prihajajo pravi pravcati zvezdniki. Slovenija večjega tekmovanja glede na svojo infrastrukturo ne more gostiti, kajti mi nimamo stadionov, več stadionov, ki bi sprejeli po 50 tisoč gledalcev, da lahko sploh teoretično te zadeve izpelješ, tako da se pravim, to je največ, kar Slovenija lahko infrastrukturno ponudi in največji dogodek, ki ga lahko gosti in tega se res moramo veseliti, kajti v Sloveniji bomo kmalu gostili, sem že prej dejal, takšne nogometne zvezdnike, ki jih res na teh prostorih redko vidimo, tako da, ne vem, jaz se res že zelo veselim, 24. marec je praktično pred vrati, 40 dni, približno še do tega, vsi smo nekako že vzhičeni, vsi imamo polna usta te promocije, ampak vsi pa tudi že komaj čakamo, da se začne, da vse te fante dejansko vidimo na delu, zdaj, ko se sproščajo tudi ukrepi, imamo spet neke nove ideje, vsi smo na novo še dodatno zaživeli in res se že veselimo vsega tega. Definitivno. Ja, tako kot si marsikdo na prvi pogled morda ne predstavlja, dejansko bo Slovenija gostila prave veljake, pomembne mlade osebe v nogometu in jaz se strinjam, definitivno nora izkušnja in noro tudi, da bomo gostili tekme v samem Celju. Definitivno pa celotna zadeva bo zagotovo vplivala tudi na sam razvoj nogometa, tako v Sloveniji, kot tudi v bodoče v Celju. Morda misli na to temo. Bo to sprožilo še večji napredek, še večji razvoj, lahko morda v bodoče, pa vseeno se približamo nogometnim igriščem, kot jih poznamo, pa morda v tujini. Zagotovo bo to za mlade ne vem, en velik magnet oziroma eno veliko povabilo, da se tudi sami, tisti, ki morda se še ne ukvarjajo s športom, saj tu ne gre samo za nogomet, v glavnem tu bo vsak mladi športnik videl, ne vem, kakšna slava ga lahko doleti, vse, kar spada s to zraven. To bo res eno pravcato vabilo za vse mladeniče, da se začnejo ukvarjati športom, da vidijo, koliko lepega je v tem, enostavno, kako si lahko oboževan strani množic. To je zagotovo tudi zelo pomembno, predvsem mladim ljudem. Skratka, to bo za Slovenijo in za vse države gostiteljice oziroma za obe, Slovenija in Madžarska, tudi en velik plus, kar se tiče vabila mladim športnikom za dodatna udejstvovanja.
Tako, zdaj, malo ste se še tudi dotaknili mladih, seveda pač prvenstvo je tudi za mlajše od 21 in seveda ne morem mimo vprašanj, ki se vežejo na mlade, ker seveda mi delamo z mladimi kot mladinski center. Pa morda tudi čisto vaše mnenje. Se mladi športajo premalo v tem našem 2021, pa seveda še tudi v preteklem letu. Nekoliko smo bili seveda tudi omejeni malo zaradi celotne epidemije koronavirusa, ampak ne glede na to, a so mladi pri nas dovolj športno aktivni? In pa seveda, kako jih motiviramo, kaj naredimo, kako jih stimulirati, da bodo začeli biti bolj športno aktivni? Jaz mislim, da eni so, po domače povedano, napolno aktivni in prav je tako, res imajo neko samoiniciativo, voljo, zavedajo se, kaj to vse prinese. Ne govorim samo o slavi, o tistem, kar sem prej govoril, ampak predvsem o zdravem načinu življenja. To je tisto, kar mora biti prvo vodilo, kaj ti zares uspe le redkim, če govorimo v odstotkih. Tako da moramo v glavnem gledati predvsem z vidika tega zdravega življenja. Tu pa vsi vemo, da se mladi zdaj s tem, ko je v uporabi ta računalniška tehnologija in vse, kar spada tu zraven, enostavno premalo ukvarjajo športom. Zdaj tisti, ki so res in tisti so resni pri treningih in vsem tem klobuk dol, ampak zdi se mi, da je teh mladih zdaj v primerjavi s preteklostjo pa precej manj. Jaz vem, da je zelo privlačno, če imaš non-stop pri roki neke igrice, neka družabna omrežja, da to te nekako primami. Tega sam recimo kot najstnik ali pa še mlajši nisem imel, tako da sem lažje recimo se povsem predal športu in v glavnem razmišljal o tem. Zdaj toliko drugih dejavnikov, da mlade enostavno pritegnejo tudi ostale zadeve, ampak tisti, ki se ukvarjajo športom in potem vidijo, kaj vse to prinese, ne nazadnje tudi telesni vidik. Jaz verjamem, da mladi tudi želijo lepo izgledati. Vse to je tisto, kar nekako pripomore k temu, da pa vendarle še ohranjamo dovoljšnje število mladih v športu. Res, da so tudi ti ukrepi zdaj opravili svoje. Če gledam tudi doma, moja dva sinova praktično 6 mesecev nista imela organizirane vadbe, to se nekje seveda pozna, kilaža je šla gor, ne vem, vse, kar spada zraven, ampak zdaj, se pravim, smo vsi toliko bolj dobre volje, ker se ukrepi rahljajo, pred nami je še prvenstvo U21 in zdaj moramo pred seboj videti same pozitivne zadeve, same pluse, da se bomo udejstvovali v športu in da bomo tudi videli recimo te najboljše v selekciji U21 tudi na delu, da bomo dobili nek kažipot, kako pa se da prideti tudi na to zelo, zelo uspešno pot. Tako, v bistvu je lahko tudi samo prvenstvo velika motivacija že za našo mladino, ker bojo lahko iz prve roke spremljali, kam lahko pridejo čez več in več let težkega in napornega treninga. Pa bi morda lahko tudi podali kakšno oceno o tem, na kakšni ravni je nogomet kot šport v Sloveniji za mlajše, torej za te v starostnih kategorijah med 12, 18 do 20. Smo lahko recimo primerljivi z tujimi športniki ali še nam kje morda manjkajo centimetri, da bomo prišli tudi tja? Pa jaz mislim, da kar smo, ne? Sej že včasih smo bili v teh mlajših selekcijah zelo, zelo konkurenčni, da ne rečem enakovredni. Potem je v glavnem prišlo do nekega preskoka med mladinsko in člansko selekcijo, tam se zgodi največji osip, tam se je potem potrebno tudi dejansko odločiti, ali iti naprej na študij, ali to preložiti za kakšna kasnejša leta, kar seveda ni najbolj enostavno, kajti profesionalni šport in študij, saj gre sta z roko v roki, ampak to pa res uspe tudi zelo, zelo redkim, tako da je tudi tu precej teh motečih faktorjev,
Ne vem, v glavnem še enkrat apeliram v glavnem na vse, da šport je tisto, kar krepi telo in duha, tako da športom se res moramo vsi ukvarjati in naj tako ostane, naj bo to vodilo. Naj bo to vodilo. A ja, nisem dovolj točno verjetno povedal, kje smo pa v tem trenutku, morda ste Senta želeli tudi slišati, kje so ti naši fantje, selekcija U21 tudi trenutno. Tu je slovenska reprezentanca tudi zelo dobra, ne? Morate vedeti sicer, da Slovenija kot prirediteljica ni igrala v samih kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo, ampak se je kot prirediteljica neposredno uvrstila na to tekmovanje, ampak naša krovna nogometna organizacija je našim fantom v pripravah v teh zadnjih 2, 3, 4 letih zagotovila, da so se naši fanti primerjali z najboljšimi reprezentancami v Evropi in v glavnem Slovenije ni nihče nadigral, niti ne premagal, v glavnem je šlo za veliko število remijev, pa naj si gre za obračune z Anglijo, Nemčijo, Italijo, z vsemi temi najboljšimi reprezentancami. V glavnem je Slovenija pokazala, da je zelo enakovredna, nazadnje tudi v Mariboru z Rusijo je bilo 2-2. Skratka, nihče nas ni nadigral, jaz rad uporabim kar prvo osebo množine, se nekako poistovetim s temi fanti. Imamo tudi odličnega selektorja Milenka Ačimoviča, ki je sam tudi že igral reprezentančne tekme, tudi na tem celjskem stadionu igral na svetovnih evropskih prvenstvih, ima izkušnje, ki jih lahko prenese na fante. Tudi ti fante so zdaj že dodobra zakorakali v profesionalizem, kajti nekateri še vedno mislijo, da je to mladinsko prvenstvo. To pa ni mladinsko prvenstvo, to je prvenstvo mlajših članov na nek način. Mladinski staž traja do 18. 19. leta, ti fante pa so zdaj stari že 22 let. Res, da je to prvenstvo U21, ampak ker bi moralo biti že v lanski sezoni, so tem fantom omogočili, da bodo v tem letu odigrali to prvenstvo in so seveda še starejši, še toliko izkušenejši, še toliko več težkih tekem imajo za seboj. Recimo morate verjeti tudi en Kylian Mbappé, ki ga prav gotovo vsi dobro poznajo, eden od zvezdnikov Paris Saint-Germaina, je bil s člansko francosko reprezentanco že svetovni prvak. Tudi on ima pravico igrati na tem prvenstvu. Drugo vprašanje pa je, če bodo ti res najboljši, ki pa sodijo že med zvezdnike v A reprezentancah, torej v najmočnejših državnih reprezentancah, sploh sodelovali tu, ampak o konkretnih imenih pa za zdaj nažalost lahko le ugibamo, kajti ti seznami selektorjev seveda še niso zunaj in tu, če se bova tega kasneje dotaknila, lahko le ugibamo, navržemo še kakšno ime. Skratka, tudi Slovenija ima v svojih vrstah v glavnem nogometaše, ki skoraj vsi, z izjemo nekaterih, že igrajo v tujini, si kruh služijo v tujini, tako da mi smo povsem primerljivi z ostalim svetom, z ostalim delom Evrope in tudi z tega tekmovalnega vidika se res lahko veselimo tega prihajajočega evropskega prvenstva. Tako da definitivno lahko pričakujemo, da bomo zopet gledalci navijali doma pred malimi ekrani, držali pesti in upali na najvišje dosežke naših fantov, ker so zmožni in seveda si tudi zaslužijo. Seveda, ki ste že ravno dotaknil ugibanj. Imam tudi vprašanje o ugibanjih in sicer ugibajmo v razpletu celotnega prvenstva. Zanimajo me tvoja mnenja, mišljenja in pa seveda, ali bomo dejansko navijali za tista najvišja, najboljša mesta za Slovenijo. Naj pojasnim, da drugače na tem prvenstvu je doslej sodelovalo po 12 ekip, res je bilo sito zelo ozko, res so se dejansko samo tisti najboljši uvrščali na Evropsko prvenstvo. Zdaj je UEFA povečala število udeleženk na 16, ampak tu so vseeno najboljše, jasno tiste, ki so si to priborile skozi kvalifikacije in pa gostiteljici prvenstva Slovenija in Madžarska. Ta nabor najboljših je pa vseeno še toliko širok, da si ne bi upal napovedati, kdo bo evropski prvak. Jasno, najbolje bi bilo, da bi bila Slovenija,
ampak vseeno moramo vedeti, da bo Slovenija prvič sploh igrala na tem tekmovanju, da si skozi kvalifikacije, kot sem dejal že prej, še nikoli ni priborila tega tekmovanja, ampak zdaj smo konkurenčni, nimamo se koga bati, je pa res, da bo že dogajanje v tako imenovani naši skupini dalo vedeti marsikaj, kdo kam sodi, kajti Slovenija igra v skupini s Češko, ter pa z Italijo in Španijo. Slednji sta pa serijski zmagovalki teh evropskih, pa tudi svetovnih prvenstev. Španija, s katero bomo 24. marca v Mariborskem Ljudskem vrtu odprli evropsko prvenstvo, je aktualna zmagovalka in ravno danes sem prebral izjavo selektorja De La Fuentea, da bo Slovenija idealen kraj za to vrstne tekme. Zdaj ne vem, ali je bilo mu to tudi rečeno, da malce komercialno zadevo zapelje, ampak kot Slovencu je bilo res fino prebrati nekaj takšnega z ust selektorja, ki je aktualni evropski prvak v tej selekciji. Tako da tu recimo Španija, Italija, pa recimo tudi Slovenija, če bi komu od teh favoritov malce zagodla že v skupini in bi se uvrstila v nadaljne tekmovanje. Že tu imamo 3 reprezentance, ki sodijo v sam vrh. Seveda nikoli ne smemo pozabiti, ne vem, tudi na Nemčijo, pa ne vem, naša soseda Hrvaška ima tudi dobro reprezentanco in da ne pozabim še koga, da ne bom preveč našteval. V glavnem ta nabor favoritov je kar velik in upam, da med njih sodi tudi Slovenija. Seveda, tudi, kar bi bilo na papirju sicer veliko presenečenje, ampak mi smo optimisti. Seveda, večni optimisti in tudi večno znamo presenetiti, kadarkoli pride do športa. Tako sem popolnoma prepričana, da bomo uspeli navijati za... Če bi bila situacija drugačna in bi bili stadioni polni, potem bi imeli seveda še toliko več možnosti, ampak tudi v tej situaciji smo optimistični, se ne damo in gremo res na polno v to prvenstvo. Tako. Morda bi se še tudi dotaknila enega vprašanja. Že prej, čisto na začetku smo se pogovarjali, marsikdo ima občutek in mnenje, da je življenje teh mladih oseb ali pa tudi morda ostalih nogometašev, ki sicer zdaj ne prihajajo na to prvenstvo, da gre samo za slavje in nobenega in v bistvu sam glamur in podobno, ampak dejansko gre za veliko odrekanja, dejansko gre za delo v tudi napornih okoliščinah, igra se, ko je dež, igra se, ko je sneg. Morda bi tudi podelili z nami, kako dejansko izgledajo vsakdani teh športnikov, ki jih bomo zdaj spremljali na malih ekranih in pa seveda v živo tisti, ki bodo imeli to srečo. Zagotovo bistveno drugače, kot si večina misli, kajti morate verjeti, da tisti, ki so res pravi zvezdniki, ne vem, ne morejo niti v trafiko po časopis, kajti enostavno ne gre. Tu so oboževalci, vsi nekaj želijo od tebe, ne samo oboževalci. V glavnem veliko težav imajo, prav gotovo, saj veste, tisti, ki ima denar, tisti, ki ima sredstva, nanj se vsi nekako lepijo, je pa vprašanje, koliko je dejansko te iskrenosti v tem. Morate verjeti, da ti športniki so pod neznanskim pritiskom. Recimo v zadnjih letih sta Cristiano Ronaldo in Messi zaznamovala in ga še vedno zaznamujeta ta svetovni nogometni vrh. Res ima moramo sneti klobuk dol, recimo, kajti verjeti morate, da to so res milijonarji, ki si lahko v svojem življenju privoščijo, kar hočejo, pa morajo vseeno držati fokus in biti ves čas v treningu, pasti, kaj jejo, kaj počnejo. Na vsakem koraku so, ne vem, paparaci, na vsakem koraku te lahko nekdo posname, vsak tvoj mini napačen korak se lahko obrne kot bumerang, imajo lahko takoj nogometaši težave. Morate vedeti, da igrajo tekme na 3 dni in da prihaja, ne vem, v Barceloni Mesija gleda na vsaki tekmi 98,000 gledalcev, s tribun še nekaj milijonov, tako ali drugače spremlja tekme, ves čas je fokus na teh zvezdnikih. Na vsake 3 dni ljudje pričakujejo, da bosta Cristiano Ronaldo in Messi odločevala tekme, nista pa to stroja, še vedno
so to samo ljudje, tudi on se zjutraj vstane in ves čas, cel dan je podrejen samo športu, se pravim, tako, kar se prehrane tiče, počitka, treningov, vse tu je še tisoč drugih stvari, ki spadajo zraven ob treningu. Ni jim tako lahko, kot si mnogi mislijo. No. Ne vem zdaj, če je kdo sploh dobil občutek, kaj v bistvu želim povedati. Vse je lepo, slava, denar in vse, ampak veliko je težav, veliko je odrekanja, pa tudi vedeti morate, da sta Cristiano Ronaldo in Messi najbolj svetli luči tega vsega, koliko milijonov, da ne rečem milijard, pa je tisti, ki poizkušajo nekaj postati, veliko vlagajo, to se odrekajo, pa jim ne uspe. Zagotovo. Ravno to sem hotela tudi, da se izpostavi, ker vsi vidimo morda samo tisti fini del, dober del, prijazen del, vse, kar se dejansko vidi na ekranih, pozabljamo pa, da so tudi nogometaši, športniki, zvezdniki, navadni ljudje, ki za svoj uspeh se dejansko morajo truditi. In jim je to veste, vsi imajo tudi ponavadi svoje družine in potem razne zadeve se objavljajo, nekatere resnične, nekatere neresnične, res se ubadajo številnimi pritiski in dejansko jim ni tako lahko, kot se zdi na prvi pogled. Tako, ni vse zlato, kar se sveti, bi rekel star slovenski pregovor. Morda, če še preden zaključiva, odgovorimo še na 2 vprašanja. Tekme, ki jih bomo spremljali, lahko tudi v Celju. Zdaj, jaz bi ob tem izpostavil v bistvu eno tekmo, ki bo res vrhunec. 27. marca bo Slovenija igrala tudi v Celju. Tudi na to smo lahko ponosni, da bomo v Knežjem mestu gostili torej tudi slovensko reprezentanco. Vsi pričakujemo, da se bodo naši fantje izkazali. Prepričan pa sem, da bomo v Celju vsi tisti, ki nekako skrbimo za soorganizacijo, za promocijo, naredili pa res čisto vse, da bo ime našega mesta, naše države šlo v svet tako, kot se zagre. Slovenci smo znani po tem, da smo izvrstni organizatorji in prepričani bodite, da tokrat ne bo nič drugače. Škoda samo, da nam je korona toliko zagnetla, da ne bodo popolnoma polne tribune. Ampak ni za to. Ker drugače bi res začutili to, saj sem že na nekaterih promocijah že govoril o tem, koliko v bistvu ljudem pomenijo te tekme. Saj tu so majhni stadioni, stadion bi sprejel 13.000 gledalcev, ampak že nekajkrat sem razlagal tudi, ne vem, ko sem delal finale Lige prvakov na Wembleyju, ko je bilo na stadionu skoraj 100.000 gledalcev, pa od 200 do 300.000 gledalcev okoli stadiona, ki so pripotovali iz vseh delov sveta, plačevali avionske karte, nekateri jemali kredite, da so si lahko vse to privoščili, hoteli, vse, kar spada zraven. Niso prišli do vstopnic. Nekateri, ki so prišli do vstopnic na črnem trgu, so dajali po 10-20 tisoč evrov za vstopnice. To je noro, kakšno je vzdušje. Želim pa v glavnem pripomniti na to, da kakšna je filozofija, kakšna je miselnost teh ljudi, ki si tudi sami ne znajo razložiti kasneje, ko se tekma konča, zakaj vse, ampak enostavno želijo biti zraven, tudi če niso na stadionu, so pripravljeni dati prav vse, da so blizu svoji reprezentanci, da ji dajo podporo. S tem pa seveda morate vedeti v mestu, če gledamo tudi z turističnega, kakršnega koli poslovnega vidika, služijo vsi, služi letalska industrija, služijo hotelirji, služijo tisti, ki prodajajo spominke. V glavnem tu se vrti res ogromno denarja, šport je, ne rečejo kar tako velik biznis. Ljudje se zabavajo in vsak ima nekaj od tega. Tisti, ki seveda nudijo določene storitve, imajo zaslužek, tisti, ki iščejo zabavo, pa imajo seveda zabavo, druženje, razburljive tekme in vse, kar spada zraven. Tako, definitivno gre za en občutek
tistih, ki lahko spremljajo te tekme in verjetno jih ta občutek spremlja še kar nekaj časa v nadaljevanju po samih tekmah. Evo pa še za konec, nasvet za naše ta mlade, za vse v bistvu naše gledalce, za bodoče, kako se lahko pa mogoče tudi sami nekdaj in nekoč udeležijo takega prvenstva, za vse mlade, še trenutno nadobudne športnike, dajmo jim en konkreten nasvet, kako priti do te točke. V prvi vrsti morajo biti vztrajni, kajti pri vsaki zadevi naletiš na takšne in drugačne ovire in še toliko nizko, če padeš, se moraš vedno znati pobrati, ampak jaz mislim, da so se teh na nek način floskul tudi že naposlušali, tako da so verjetno si že sami tudi ustvarili kakšno pot, v glavnem vseeno pa mislim, da je volja tista, ki prinese praktično vse. Če imaš voljo, ti zjutraj, ko vstaneš, nič ni težko, tudi če veš, da imaš pred seboj, ne vem, učenje, šolo, študij, tudi če veš, da imaš vmes trening 2, mora ti biti nekako samo vodilo, biti vztrajen in na koncu mi bo uspelo. Ne poznam nikogar, ki bi res dal od sebe vse tisto, kar bi si želel, recimo v športu, in da mu šport ničesar ne bi vrnil. Enim vrne preko denarja, kar se morda grdo sliši, drugim vrne preko tega, da spoznajo skozi šport ves svet, spoznajo zanimive ljudi, odprejo se jim nova vrata. Saj ni šport samo to, da moraš biti na koncu profesionalec. V glavnem preko tega ogromno pripotuješ, vidiš veliko krajev, spoznaš nove ljudi, morda najdeš kje tudi kakšno ljubezen. Skratka, šport naj bo tisto vodilo, skozi šport boste, v to sem prepričan, našli vse. In le držite se ga in se imejte fajn, uživajte. Super, hvala, definitivno super nasvet. Še jaz si ga bom zapomnila za bodoče, zelo inspiratorno. Hvala, zdaj jaz mislim, da smo predelala tako pač v zvezi z samim prvenstvom, dotaknila smo se tudi malo vsebin tvoje kariere in tvojih izhodišč, pa tudi podelila nekaj nasvetov. Tako da še enkrat se ti iskreno zahvaljujem, da si bil danes naš gost in da si tudi sprejel naše povabilo in si bil pripravljen tele pol urce z nami malo pogovoriti o vseh zadevah. Hvala lepa tudi tebi in vsej ekipi. Veliko sreče naprej in upam, da si čim prej vidimo, da bo zadeva odprta, da bomo lahko tudi v živo kdaj kakšno reči.